temu postkoronskem obdobju, sploh v tako velikem številu. Naj najprej povem, da smo nameravali to novinarsko konferenco izpeljati v okviru konference, ki smo jo načrtovali v tem atriju 6. aprila, se pravi na obletnico napada okupacijskih sil na Jugoslavijo, pa seveda zaradi vsem poznanih okoliščin tega nismo mogli izvesti. Konferenca, znanstvena konferenca v zaključku projekta se je sicer preselila na splet in je bila tudi neposredno predvajana preko Facebooka, kar nam je sicer omogočilo doseči širši krog javnosti, ki sicer verjetno ne bi prišla sem, zato imajo tudi take okoliščine seveda svoje prednosti. Tudi zaradi okoliščin, ki se pravi okoli virusa, smo se odločili projekt podaljšati. Projekt je sicer se zaključil po 3 letih s koncem aprila, vendar ravno zaradi predstavitve knjig in pa še zadnje razstave, o kateri bomo več povedali proti koncu, razstave o okupacijskih mejah v Prekmurju v času druge svetovne vojne, ki bi jo morali prav tako odpreti že v mesecu marcu, bomo zdaj imeli odprte 2. junija. In zaradi zaključka vseh naših aktivnosti smo se odločili za podaljšanje projekta in Slovenska raziskovalna agencija nam je zelo prijazno tudi odobrila enoletno podaljšanje. Danes pa, kot rečeno, smo se tukaj zbrali za predstavitev prvih 3 od 6 knjig, ki jih načrtujemo. To so pravzaprav krovni zbornik z naslovom Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945, ki je šel pod uredništvom dr. Boža Repeta. Potem imamo knjigo Življenje ob meji, Rogaška Slatina in obsodile pod knjigo Vzhodna meja Nemškega rajha 1941-1945, avtorjev dr. Petra Mikše in dr. Matije Zorna, ter knjiga Vinčeremo, Videčemo, Okupacijske meje v Beli krajini 1941, 3 avtorjev, in sicer dr. Bojana Barkovca, dr. Božidarja Flajšmana in Blaža Štangla, zgodovinarja, ki je danes tudi tukaj pred nami, sicer pa še vedno našega študenta na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Kot vidite, sta dve knjigi precej specializirani, namreč kljub temu, da se projekt pravzaprav ukvarja 4 leti druge svetovne vojne na Slovenskem, je tema o okupacijskih mejah praktično nova tema, do zdaj večinoma neraziskana, z nekaj izjemami, in v 3 letih žal nismo mogli zajeti vsega skupaj, smo pa poskušali to narediti čim bolj celoplasno, vendar pa so knjige pravzaprav case study oziroma študijski primer. Pa da ne bom jaz povedala, da imamo danes tukaj sogovornike, ki so glavni prenastanka teh 3 knjig. Z nami je tukaj v sredini dr. Božo Repe, ki je tudi vodja projekta, dr. Bojan Barkovec na koncu, ki je urednik zbirke Historija, se pravi zbirke, ki jo izdajamo na oddelku za zgodovino, sicer pa so vse knjige, in ki moram posebej poudariti, išle v okviru založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z nami je tudi dr. Božidar Flajšman, raziskovalec, glavni zbiratelj ustnih pričevanj, ki so pomembni del tega projekta in tudi teh knjig. Dr. Peter Mikša, pobudnik projekta, mislim, da lahko rečem, raziskovalec in soavtor, ter dr. Rok Ciklič, ki je raziskovalec v delu raziskovalne ekipe geografov. O tem bomo tudi več povedali kasneje. Pa bom začela pri dr. Repetu, profesorju Repetu. Vas vabim, da nakratko povzamete glavne cilje projekta, kako je projekt potekal in pa glavne rezultate.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Torej, kot je bilo že rečeno, mi smo projekt širši javnosti predstavili preko Zooma online, in tole je bilo namenjeno predvsem novinarkam in novinarjem, ampak seveda smo veseli tudi vseh drugih, ki ste se vzeli čas in se udeležili. Jaz bi se seveda sedaj moral zahvaliti mnogim ljudem, ampak je to že storila Neli, tako da ne bom ponavljal. Moram pa seveda le zahvaliti Železniškemu muzeju Slovenskih železnic, njegovemu direktorju Sašu Kumeličkemu, ki je tudi naš študent, in železniškim delavnicam za performans, ki ga vidite zunaj, torej prevolnjeno zapornico. Kot veste, vsaj nekateri, se mi trudimo, da pri vsaki razstavi nekaj bolj pokažemo, da je bolj željanski del, in tukaj smo to simbolično potrebili pokazati s to prevolnjeno zapornico. Kako je to potekalo, si lahko gledate na našem Facebooku, kako so jo izdelali in tudi kako so jo prevenili. Namen je bil sicer, da bi jo prevenili z vlakom iz druge svetovne vojne, s Titovim vlakom, ampak potem zaradi varnostnih razlogov, tega niso pač prevestrila hidravlična stiskalnica, toliko za neko tako uvodno informacijo. Sicer pa, kot je bilo že rečeno, ideja za projekt je išla iz družinske zgodbe našega kolega Petra Mikša, ki živi na obmejnem območju Rogaške Slatine. Med drugo svetovno vojno je del družine živel v Ustaški NDK, del v nacistični Nemčiji, in dogajale so se tudi tragične stvari, ki prihajajo meje. To je bila neka zgodba, ki jo je povedal v naši družbi, in iz tega smo potem razvili samo idejo o projektu. Prvič smo ugotovili, da je to neka kljub vsem desetinam knjig, ki so napisane v drugi svetovni vojni, stotinam, pravzaprav tisočem člankov, da bude popolnoma ali zelo neraziskana tema, razen v enem delu diplomatsko zgodovino. In zato nas je začelo zanimati, kako so potekale meje, kakšno je bilo življenje v njih. In to se je potem združilo nekako v 3 ali 4 sklope. Eno je torej opisovanje življenjskih zgodb, ki je bilo že omenjeno, ki smo jih seveda potem obdelali in so dostopne na naši spletni strani. Drugo je diplomatsko določanje meja, kjer smo pregledali pravzaprav vse, kar se je dalo z delno izjemo italijanskih arhivov, mađarske, nemške, hrvaške in seveda tudi slovenske, v kar največji meri. Tretje je bilo terensko delo, tukaj so glavno besede imeli geografiji, kot bo povedal kolega Cimbič. Oni so vojaške in druge zemljevide iz časa druge svetovne vojne nekako, bi rekli, pretočili, presneli v današnje GPS sisteme zelo natančno, in mi smo tem mejam potem sledili na terenu. Če veste, da so bili 4 okupacijski sistemi z mejami, pripadajočimi mejami, in posebej še japanska meja, si lahko predstavljate, kaj to pomeni, da vsega skupaj 640 km meja. Nismo vse prehodili, veliko pa smo jih, veliko se tudi, med nami so tudi alpinisti, športnici, tako da smo recimo ostanke žic, najnih kanov in tako naprej našli tudi visoko v Triglavskem pogorju. In s tem smo pravzaprav, s tem označevanjem smo tudi hoteli upozoriti, da je to del kulturno dediščine, ki še ni zavarovano. Se pravi, da bo treba na nek način spraviti sistem. Torej, ta projekt je potem nekako po logiki stvari razvil neko zelo široko mrežo, v katero so poleg teh inštitucij, s katerih prihajajo naše raziskovalke,
ki so navedeni. Zajel torej številne muzeje, knjižnice, občine, civilno-družbene organizacije, lokalne zveze borcev in podobno. In rekel bi še to za konec, ker v rezultatih bomo seveda potem morda še kaj rekli. Vsaka ekipa, in jaz sem jih vodil že kar nekaj, domačih in mednarodnih, torej vsaka ekipa lahko funkcionira mehansko, schematično in doseže neke minimalne cilje. Lahko se pa ustvari kemija, kako se to naredi pojmovnikom, če bi vedel, bi bil najbolj najbogatejši človek na svetu. Lahko se pa ustvari kemija in tukaj se je ustvarila ta kemija med ljudmi. Vsi raziskovalci različnih generacij, od najmlajših, moje generacije, so v ta projekt maksimalno, kar sem rekel. Združili smo izrazito različna interdisciplinarna znanja in zlasti smo, kot lahko tudi vidite, v slovenskih razmerah, mislim, da dokaj pionirsko, če mi dovolite malo neskodobnosti razrediti tako imenovane public history, kar seveda se kaže na različne načine, med drugim tudi v tem, na našem Facebooku sledi nekaj tisoč ljudi, pri čemer se je da bi ne trikamo ne odnosti. Profesor, tako kot ste sami nekajkrat poudarjali v tem uvodnem nagovoru, je prednost projekta njegova interdisciplinarnost. In danes imamo tukaj dr. Roka Cigliča, ki je predstavnik geografov na našem projektu. Naj namreč povem, da sodelujemo z geografi na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, se pravi, smo danes njihovi gostje. Kaj so bili glavni izsledki geografskega dela tega projekta? Lepo pozdravljeni tudi v imenu ekipe ZRC SAZU. Kratko omenim, da so sodelovali v projektu tudi dr. Matija Zoran, ki je vodil našo ekipo, dr. Primož Gašparič, dr. Marci Bukotur in pa moja malenkost. V projektu smo bili vključeni v različne faze od iskanja arhivskih kartografskih gradiv do analiz po geografskih informacijskih sistemih. In ravno tu smo tudi tako največ prispevali k rezultatu. Recimo, že je bilo omenjeno, je v okviru projekta celostno prikazana razdelitev Slovenije na enem zemljevidu v času Druge svetovne vojne. Se pravi, prvič je bilo nekako omogočeno, da smo celotno mejo evidentirali in pa tudi potem naredili nekaj takih drobnih analiz zgolj za ilustracijo. Smo lahko omenili, da smo evidentirali približno 665 km meja znotraj današnjega obsega Slovenije, če pa upoštevamo tudi bližnje države, pa nekaj prek 700 km. Recimo kot zanimivost, da je evidentirali 277 km meja med okupacijskim območjem Nemčije in Italije, 172 km okupacijskim območjem Italije in NDH, ter 153 km med Nemčijo in NDH in pa seveda 84 km med Nemčijo in Mačarsko, med nemškim in mačarskim okupacijskim območjem. Nadalje tudi taka zanimiv podatek je ta, da so te meje potekale večinoma po vodotokih, večino slaba polovica. Približno slaba tretjina je potekala po hitrem svetu, 14% prav po grebenih, slabih 10% pa po pravnem svetu. Še morda podatek o površinah, približno 2/3 območja
če govorimo o območju vzhodno-evropalske meje, se pravi takratnega območja Slovenije, je zajemala Nemčija, Italija je zauzela približno tretjino, Madžarska 6% in pa NDH slab odstotek države. Če pa upoštevamo današnjo območje Slovenije, se pravi območje zahodno-evropalske meje, pa je Italija zauzela vsega 44% območja. Mimo grede, ta zemljevid, ki so ga narisali naši geografi in ki je pravzaprav najbolj zanesljiv zemljevid okupacijskih meja, oziroma natančen zemljevid okupacijskih meja, ste danes tudi vsi dobili na stole, če želite še kakšno kopijo, jih imamo tudi še zadnje. Malce preskočila dr. Miša, da ste predvodnik tega, oziroma je prva ideja nastala pri vas, me vseeno zanima, odkot ideja, da vključimo tudi geografski element v ta sicer zelo zgodovinopisan projekt. Ja, lepo zdrav, še moje imeno, hvala lepa za besedo. Stvar je dokaj preprosta, se mislim, da se slišimo. Stvar je preprosta, torej izkušnje iz nekih prejšnjih sodelovanj, člankov in tako naprej, sodelovanj predvsem s kolegom dr. Zornom, ko sva pisala nekaj, oziroma pač delala neke druge raziskave, mi je dalo misliti, da bi v bistvu pri zadevi, ki se je odpirali, torej tej začetni raziskavi, mikro raziskavi ali pa preliminarni raziskavi, ki smo naredili na območju današnje slovensko-hrvaške meje pri Rogaški Slatini, da bi lahko podatki, ki nam jih geografi dajo s svojimi orodji, s svojimi metodologijami, nam zgodovine lahko prišli prav. Zdaj, čisto preprosta in enostavna zadeva, če lahko vidite, na primer, peti panon od začetka na sredini je ena taka posebna fotografija oziroma slika na nek način nekega lunjenega površja. To je pač lider posnetek terena zemlje, ki v bistvu nam razkrije teren brez kosmatije, lahko rečemo, torej brez zelenja in tako naprej. In da sem jaz dobil informacijo, da so torej, na današnji slovenski strani, slovensko-hrvaške meje, nekakšni grafni, šitz-grafni, torej načino, ki naj bi nastali v času druge svetovne vojne, sem šel na teren, torej prehodil, ampak seveda, ko hodiš, ne dobiš take dobre slike za to. In prosil sem kolega Zorna najpač mi pošlje posnetek, na kar smo dobili v bistvu tako res vizualno lepo sliko terena, kjer se je lahko lepo videlo v bistvu, kaj tam je še danes vidno. In sicer ostanki bunkerjev, mitraljezskih mest, strelskih jakov, ki jih je nemška vojska v bistvu, kasneje smo to ugotovili v fazi tako imenovanja utrjevanja južne rajkovske meje, začela graditi 44-45. Torej, čisto preprosta osebna izkušnja sodelovanja je prenesla idejo ostalim našim članom, predvsem profesorju Repetu, ki je na nek način kazal interes, da bi iz tega lahko naredili eno večjo, širšo raziskavo in v bistvu preprosto se je izkazalo, da bi geografi lahko zaradi seveda, kaj je materialov kartografskih, ki jih imajo tudi v svojem muzeju, zaradi znanja ne samo v bistvu liderja že omenjenega, ampak tudi kis in ostalih zadev, v bistvu ne, da bi nam prišli prav, da bi bili nujni pri tej raziskavi, kar se je konec koncev potem pokazalo, da so odlična izbira. Ja, torej, lider posnetki so za zgodovinarje bila ena nova zadeva, ki smo jih znali tudi potem uporabiti, ampak verjetno za vas nekih novih metodologij ni bilo potrebno razumeti za ta projekt. Vseeno pa me zanima, kakšne novosti ti raziskovalni rezultati vnašajo v poleg geografije in kaj to pomeni pravzaprav za nadaljnje sodelovanje s zgodovinopisci? Ja, vsekakor smo metode, ki smo jih uporabili že prej, tudi v druge namene. Vsekakor smo se srečali z nekimi novostmi izzivi.
za malce zapleteno, namreč pri evidentiranju meja se je izkazalo, da obstajajo recimo za isto območje različni deli, recimo nemški, italijanski, mađarski in vsak nekako malce po svoje prikazuje potek meja. Potem nekatere meje so bile zarisane z neko drugačno šrafuro, niso bile, kako bi rekel, tako trdno določene, ampak so bile zgolj začasne. V tistih primerih smo se morali seveda dobro povezati s kolegi z oddelka za zgodovino, da smo ugotovili, katera meja je tista, ki je relevantna. Seveda smo v tem računalniško oddelali in prenesli v sodobni prostor. Kot je pa tudi dr. Miča že omenil, poleg tega kartografskega dela smo pripravili tudi nekaj takšnih prikazov reliefa, ki omogočajo dober pogled v površje brez vegetacije. No in tu v bistvu so se nam pa že tekom projekta porajale nove ideje. Namreč tak prikaz olajša kartiranje oziroma evidentiranje nekih ostankov, recimo strelskih jarkov, temeljev, kakšnih hiš in tako naprej na terenu. No in tu smo pomislili, da bi lahko morda v prihodnje smo tudi avtomatskih prepoznavanj teh objektov. Namreč sedaj je idealna priložnost oziroma zelo dobro predstavljeno, recimo nekaj kar potresili, namreč imamo evidentirano mejo, prehojenih oziroma na terenu pregledanih je kar nekaj površin, se pravi zatrlo določenih območij, ki so ostanki bunkerjev, podatke imamo in naslednji korak je dejansko ta, da se lahko gremo napredne analize, da bi računalnik oziroma z geografskimi informacijskimi sistemi računalnik naučili, da sam prepoznava območje, ki pa še nismo utegnili obiskati. Namreč, ko ste slišali, prek 600 km meja smo evidentirali, vseh prehoditi bi mogoče v nekaj letih, in to je recimo nek tak nadaljni izziv za skupno delo. Že profesor Repej je povedal, da je terensko delo potekalo tako na 2000-akih kot v pravzaprav porečih Mure, ker sem jaz med drugim izgubila Ečever. Ampak kaj bo obratno? Je bilo kdaj tako, da ste šli na teren in niste ničesa našli na kartah, ki se je potem izkazalo, da bi bilo dobro še geografsko pogledati? Nasplošno je projekt, kot smo že slišali, slonel na 3 fazah. Torej, arhivskem delu, terenskem delu in intervjujih. Vse te 3 zadeve smo kombinirali, da smo poskušali priti do nekega končnega rezultata. Včasih so nam arhivski viri dali nekaj podatke, ki potem na terenu v bistvu smo šli preverjati, pa jih nismo dali in obratno seveda. Zraven smo kombinirali z intervjuji, ponavadi pač na licu mesta, ko smo šli na teren in evidentirali, torej geografi so nam vnesli koordinate meje, kar smo mi vnesli v telefone in potem smo preprosto s telefonom hodili po terenu, seveda je zmeraj neki odmak od realnosti, rečemo plus minus nekaj metrov levo desno, kot problem smo videli, ki ne bi šla meja in potem smo hodili po meji in iskali morebitne ostanke, ali so to bili mejni kamni, ali so to bili ostanki žice, marsikje še ostanki stražnih stolpov in podobno. In če smo srečali koga tam slučajno domačinem, kaj podobnega so naši kolegi, in v bistvu tudi jaz, ampak predvsem je tudi bil dr. Fleischmann najbolj zavzet, ga zadržali. Trenutko intervjujete, v bistvu smo na ta način resnično pridobivali tako zelo široke podatke. Torej, kombinacija vseh teh možnosti se je skazala kot res odlična za končne rezultate. Ker tukaj nadaljevali ustna zgodovina, je v zgodovinopisju razmeroma novejša metoda. Zgodovinarji se zlasti soočamo s poročevanjem dokumentov. No, kljub temu pa je bilo v okviru projekta upravljeno večje število intervjujev.
ki jih je večinoma vodil dr. Fleischmann. Kolikšna je bila ta količina intervjujev in kako ste izbirali sogovornike? Zdaj Peter je omenil eno možnost, ampak verjetno so bile tudi druge možnosti in na kaj ste morali biti pozorni tudi pri upravljanju teh intervjujev? Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, od junija 2017 do letošnjega junija je bilo posnetih 187 intervjujev, dolžini med pol ure in 3 ur. Večina teh je objavljena tudi na naši Facebook strani in tudi na YouTube. Objavljenih je 290 odlomkov iz teh intervjujev. To so odlomki približno dolgi 4 minute. Torej, če bi vse hotel gledati, je to 19 ur neprekinjenega gledanja. Objavljenega je približno tretjina posnetega materiala zaenkrat. Ampak to je že kar precej 19 ur. Sogovornike se je zbiralo predvsem v začetku na podlagi poznastev. Vedeli smo, recimo na terenu, začel sem recimo v Belikrajni, koga bi bilo dobro o tem povprašati. Predvsem se je izbiralo, da so to ljudje, ki so doživeli drugo svetovno vojno. Treba pa je reči, da so to večina ljudje, ki so bili takrat otroci, ali mlajši. Zato smo tudi en dokumentarni film naslovili, kjer nastopa več intervjujev z naslovom Otroci meja. So bili pa tudi takšne korenine, kot je recimo Viktor Miklič iz mojega mesta, ki je letos praznoval 103. leto, ali Stanko Kušljan iz Četrneja, ki je maja letos slavil 100 let, in Tončka Amitraga, ki je tudi slavila 100 let lani oktobra. In so živim svojim spominom nam povedali dogodke, ki so se dogajali predvsem na mejnih območjih. Seveda, kot je Peter že rekel, smo intervjuvali se dobili tudi, ko smo hodili po teh mejah, in si naletel na človeka in začel debato in zadeva je nekako stekla. Ali pa recimo primer v Krmelju, ker po nekih informacijah je bil možaka, ki je te stvari gledal. Ko smo prišli tam, na koncu se naredilo 5 intervjujev s 5 različnimi. In seveda, še dobro so nas pogostili in moram reči, da večinoma so nas pogostili od Belikrajne do Prekmurja posod, ker smo bili veliko veseli. Od teh 187 intervjujev sem osebno doživel samo eno zavrnitev intervjuja, ki je bil že domenjen. To je zelo gospod, ki je zdaj že pokojna, ker je dejala, da se opravičuje, da je preveč grozne stvari doživljala med vojno in da ne more tega še enkrat doživljati. Te stvari. Ker moram reči, da smo tudi sami imeli težave pri teh snemanjih. Tudi nam se je včasih zatresel glas, ko so s Bojnom recimo snemala na območju, kjer je NDH okupirala in ko je možaka razlagal, in to smo bili sredi gozda, na lokaciji, kjer je obmejna mina ubila njegovega očeta. Zraven je bila njegova mama, noseča z njim, takrat je preživela. Ali primer, recimo, ko je sestra razlagala, kako je mina raznesla njenega 17 let starega brata. In potem, ko smo dobili celo fotografijo, ko so Nemci posneli ubite te mlade fante na meji, ki je tudi na enem panoju prikazana, te stisne ob sami tej fotografiji, ko pa vidiš, da je ta fotografija vsa zmečkana in ti ta gospa, sestra tega pove, da je zmečkana zato, ker je mama celo življenje gledala to sliko in je stiskala. In na nek način obujala spomin na to tragično zgodbo. Skratka, tudi nam je bilo včasih težko snemati.
Drugače pa, ljudje so bili izjemno prijazni, rekel bi, dejansko smo ujeli zadnji vlak, ker ta generacija, ki je to doživljala, se postavlja. Čeprav smo pa tudi posneli pričevanje ljudi, ki niso vojne doživeli, ki so govorili, ki so rojeni po vojni, ampak so nam povedali zgodbe, ki so jih slišali od svojih staršev ali znancev ali prijateljev. Jaz bi na koncu rekel še to, da danes je meja, južna meja v Sloveniji, meja s Hrvaško, moram to kot birokratsko reči, je bolj ožičena in zastrašena, kot je bila med drugo svetovno vojno. In tudi danes na tej meji umirajo ljudje. Vojni vasi pri Črnomlju imate grobove dveh mladih beguncev, ki so se utopili v reki Kolpe, ko so šli preko vode. Skratka, jaz upam, da se bomo iz te raziskave tudi v tem smislu nekaj naučili, čeprav je realnost, ko danes doživljamo, nevarno podobna neki situaciji, ki smo raziskovali v tej projektu. Glavni orisi rezultatov so zapisani v krajših člankih v zborniku, ki ga imamo tukaj na sredini, sicer pa so na voljo tudi recenzijski izvodi, ki jih lahko dobite v odhodu, če jih še niste. Dr. Mikša, nam lahko poveste kaj nekaj več o zborniku, kdo je sodeloval pri nastajanju in kakšne novosti ponuje? Ja, zbornik je 1/3 nastalih naših del, ki so že išle, in je v bistvu na nek način skupek člankov na temo naših raziskav oziroma teme projekta. Vsega skupaj je v zborniku 10 člankov, ki prikažejo in v bistvu obdelajo gledano celotno ozemlje Slovenije. Torej, če ste si pogledali zemljevid, oziroma ko ste pogledali, boste lahko videli, da je bila Slovenija takrat precej preprežena z okupacijskimi mejami. Nemci, Italijani, Mađari, Hrvati, vsak si je vzel svoj del današnjega slovenskega ozemlja in med temi okupacijskimi conami, nemško, italijansko, mađarsko in tako naprej, so bile meje, ki so bile specifične. Seveda imamo nemško-mađarsko, nemško-hrvaško, nemško-italijansko in tako naprej. Torej 5 različnih okupacijskih meja med območji, ki so vsaka na svoj način prinaša neko specifiko. Imamo splošno pregled in imamo specifična mesta. In v bistvu raziskovalci, ki smo bili vpeti v projekt, smo v bistvu si razdelili področje, ki smo potem temeljito obdelali. Imamo nekaj splošne preglede tistega časa politike in potem, kot sem že omenil, različne od Mađarske, Bele krajine, Ljubljane, torej okupirana, ožičena mesta, so nekaj posebnost in tako naprej po Pograjci, torej obdelali smo na nek način celotno Slovenijo, seveda tudi s pomočjo geografov, ki so prinesli svoj del. Članki, ki so krajši, prinašajo tako bolj teoretični pogledi oziroma opise, kot tudi zelo vizualne. Poskušali smo uporabiti čim več slikovnega arhivskega gradiva, predvsem tudi slikovnega, torej dokumentarnega, ki so nam ga dali pričevalci in seveda tudi terenskega, ki smo ga mi naredili. Vse to smo vnesli v zbornik, še več tega pa je seveda bilo uporabljeno v teh posebnih manjših knjižicah, o katerih bo kasneje več govoril dr. Markovec. Še preden gremo dr. Markovcu, dr. Mikša skupaj z Matijo Zornom, sta tudi soavtorja knjige o Rogaški Slatini kot obmejnem mestu. Zakaj je, nekaj ste že sicer povedali, zakaj je Rogaška Slatina še posebej tako zanimiv študijski primer, da si zaslužil posebno knjigo? Poleg tega, da imaš razlika.
reči, da sem imel to srečo oziroma nekako na celi zadevi naneslo tako, da sem imel moč oziroma da sem lahko pisal v tisto kraju, ker sem odraščal. Predvsem pa gre tukaj res za družinsko zgodbo, ne se zgodovina oziroma te naše afinitete so ponovadi izvede neke osebne in ta zgodba, ki se je izgledala, to je res v bistvu krasno, da sem lahko nekaj svojega oziroma našega dal v knjigo, ki bo ostala in bo kasneje. Kar se Rogaške tiče. Rogaška je v času druge svetovne vojne po eni strani tipično nemško mesto, Spodnja Štajerska je bila, lahko rečemo, v času druge svetovne vojne najbolj na udaru. Nemci so jo imeli za svojo, poznamo tisti rek, ki najnega Hitler rekel, Mariboru, ga sicer ni, ampak poznamo ga, torej naredite mi to deželo spet nemško, imamo tudi Maribor, Celje, tipična nemška mesta, so to njihovo ideologijo in tudi Rogaška Slatina je bila deležna vsega tega. Po drugi strani pa je Rogaška Slatina zaradi svoje lege tipično obmejno mesto v drugi svetovni vojni. Torej imamo nemško, na eni strani nemško državo, na drugi strani NDH. Pomembna je pa še zaradi tega, ker je v bistvu nekaj časa, v bistvu pol leta v Rogaški delovala komisija, mejna komisija, ki je vodil Kurt Kamp-Hövener, ki je v bistvu obdelala mejno vprašanje celega Balkana. Imamo ogromno zanimivih podatkov o tem. Južna meja, torej jugovzhodna meja Nemškega rajha, torej današnja Sotla je bila predvidena kot meja tisočletnega Nemškega rajha in Nemci so seveda to okolico Rogaške Slatine v tem pogledu oziroma tako tudi obdelali, zastražili. V bistvu ne samo to, specifika Rogaške in južne meje napram drugim okupacijskim mejam je ta, da so jo Nemci 1944 še dodatno začeli varovati pred pričakovanim vdorom zaveznikov, torej imamo Rdeče armade in tudi pričakovano izkrcanje že v Istri in je zato bila še posebej obdelana in v bistvu imamo neke ostanke, ki jih drugje ne vidimo, torej na kratko. Torej, Rogaška Slatina v času druge svetovne vojne je pomembna tudi v evropskem kontekstu. Dr. Balkovec in pa ste skupaj z dr. Božidarjem Fajšnom in Blažom Štandrom so avtor knjige o Beli krajini. Pravzaprav lahko tukaj vprašanje tudi, zakaj Bela krajina, kako se razlikuje od preostale Slovenije v času okupacije in kakšne posebnosti najdemo pa na tehničnosti primeru. Preprosto govor, tako je bila mejna pokrajina. Ja, ker sem tudi jaz sicer manj dosledno pokrajinsko te bolje. Bela krajina pravzaprav malenko drugačno zgodbo kot ostale pokrajine iz preprostega razloga, ker je seveda vojna tam v tem kontekstu zasedbe okupatorja trajala krajši čas, ker po italijanski kapitulaciji to bolj ali manj, če odmislimo iz nemške zone, tako na začetku, tu pa tam še kakšen sporadičen napad, sicer pa je to svobodno zemlje. Torej je ta mejna situacija tam pravzaprav malo nenavadna, ker imamo v času drugega dela vojne, pravzaprav tam državno meja med neformalno funkcionirajočo, ampak v praksi bolj živo, partizansko državo in NDH. Bela krajina je seveda tudi edini primer, kjer pravzaprav lahko samo italijanski primer tega odnosa do meje. Vidimo, ker pri Dolenjski ima pravzaprav dve vrsti meje. Ima mejo tistega dela Dolenjske, ki je okupiran od Italijanov, in tistega dela, ki je okupiran od Nemcev in celo predvsem proti ostalim trem, torej proti NDH-ju in Nemci med Italijani med seboj. Značilnost je, ena od teh je tista, ki jo videl Božidar, tam ni mejnih fortifikacij, kar so delali Nemci na svojih mejah. Je pa seveda z samo okupacijo in tudi s problemom meje povezano jasno tudi tisto, kar je civilno prebivalstvo občutilo kot veliko tegobo v času vojne. Najbolj seveda vsaka meja
ne glede na to, kako je prehodna, šengenska in tako naprej, je hkrati vseeno neka meja. V času vojne pa ta meja seveda še mnogo bolj zaprta. In to za seboj potegne mnoge reze, recimo gospodarski pretok je zaprt. Pustimo zdaj, da seveda tudi danes zaradi nebolozne slovenske politike morajo kakšni vinogradniki ali pa drugi več 10 kilometrov okoli, pa predkorno, okoli zato, da pride na svojo parcelo, ker pač nekega mostu v Božakovem niso popravili, recimo pa preprosto raj zaprl. Takrat se sploh ni smelo čez mejo glavno ne. Torej, edini, ki so šli, so bili tisti, ki se s tem sicer že ukvarjajo, torej Švercer. Švercalo se je vse izvaške, kot so rekli, med drugim tudi ljudi. Švercalo se je, ne zdaj dobesedno v smislu kupoprodaje, ampak pomagalo se je čez mejo komu. To so zgodbe, recimo, ki jih lahko v Ljubljani danes vidi tudi na tleh. Spotikavčki, eno od spotikavčkov v Ljubljani je posvečen dvema materi in sinu, ki sta se iz Zagreba prek Kolpe umahnila v Slovenijo. Zakaj je spotikavček tukaj? Seveda, ker sta tragično končala. Da sta pa tragično končala, smo da se v nekem smislu krivi tudi mi. Ne dobesedno mi, ampak del Slovencev pa, to je tisti del, ki je prizmiriran. V Beli krajini smo se na hitro ugotovili še eno zanimivo podrobnost, ki to tudi relativno slabo poznamo. V Sloveniji ni bila ožičena samo Ljubljana. Pač pa tudi Črnomelj, Metlika, Senič, Logatec, Šentjern in še kakšni drugi kraji, kjer pa recimo to spet pomeni določene ovire za prebivalstvo in hkrati se je zopet pokazala še ena tegoba, ki se reče, da je večji sovražnik v vojni je domačni delavci, pa tudi okupator. Mnogi pričevalci so, kadar je šlo problem prehranjanja iz podeželske okolice v nek ožičen kraj, da so bili večja zloba domači pomagači, kot pa tuji okupatorji. Pričemer seveda tudi pri okupatorju mnogo krat odvisno tega, kdo je bil tisti, ki je tam bil, ali so bila to redna vojska, ali so bili to financeri, torej neke vrste carinski del formacij, ali pa so tudi fašisti, ki so bili na vrhu lestvice, recimo najbolj problematičnih odnosov do. Čeprav v določenih trenutkih se pa na začetku vojne so pa celo pravzaprav ljudje sprejeli Italijane čisto. Oziroma, Italijani niso tako grobi kot Nemci, ampak že leta 42 so stvar do poslabšalo smislu svoje slike. Sicer na projektu sodeluje skupno 19 raziskovalcev, poleg Geografskega inštituta Antona Melnika za SAZU, tudi dr. Darja Kerec z Pedagoške fakultete in pa dva kolega z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Aleš Gabrič in dr. Bojan Godeša. Ampak že večkrat sem omenila, da je soavtor te knjige tudi študent oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Blaž Štanger, ki pa ni edini študent, ki je sodeloval na projektu. Profesor Repej vas prosila, če bi nam pojasnili, kakšno vlogo so imeli študenti teh projektov in kakšen output še lahko pričakujemo mi. Ja, hvala lepa. Omenil bi še kolega dr. Acila Kovača iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Vsi sedaj omenjeni bodo prišli na vrsto pred publiko, ko bodo prišle tudi te publikacije, ki jih pripravljajo. Smo pa seveda vsem zelo hvaležni, kot rečeno so bili odlični tima. Kar zadeva študente, torej to je bil naš namen od vsega začetka. Tudi sicer je naša praksa, da študente vključujemo v raziskave, ki jih delamo, seveda v produktivnem smislu, ne v smislu nekega izkoriščanja, da ne bo narobe razumljeno. To smo počeli na različne načine, deloma kot del študijskega procesa, se pravi skozi seminarske naloge, od katerih so take postale potem tudi diplomske oziroma magistrske
naloge do neposrednega torej vključevanja študentov, ki so se izkazali v raziskovalno delo. Mnogi od teh študentov nastopajo tudi v naših vizualnih predstavitvah, ker so nam pomagali pri iskanju stikov v lokalnem okolju. Mnogi so bili popolnoma presenečeni nad tem, kaj se je v njihovih okoljih dogajalo še dve generacije nazaj. Ta spomin je pravzaprav zelo protisloven. V nekaterih krajih se je ohranil izjemno in se prenaša iz roda v rod, v nekaterih je popolnoma izginil. In mnogi naše študentke in študenti so se skozi to raziskavo prvič soočili z zgodbami svojih največkrat detskih znanic. Tako da to je bilo za njih nekaj izjemno vznemirljivega, da so sploh raziskali teren svojih domačih krajev in zgodovino svojih prednikov in sovaščanov. Trije zgodovinarji, torej trije naši študenti so bili neposredno vključeni v pripravo znanstvenih rezultatov, dva v pripravo razstav, sta tudi soavtorja, Blaž Štargar, kot si omenila, pa je postal celo soavtor znanstvene monografije. In jaz mislim, da je to pravzaprav eno zelo dobro izhodišče za njihovo nadaljno raziskovalno pot, seveda v razmerah, v kakršnih smo. Tukaj pač moramo biti realisti. Programska skupina Slovenska zgodovina, ki jo vodim na našem oddelku za zgodovino, je recimo med uspešnejšimi. V zadnjih 5 letih smo vzgojili ali vzgajamo 6 mladih raziskovalcev. Močno dvomim, da bomo lahko z vsem trudom in z vsemi projekti, z vsem, kar delamo, ohranili več kot enega. To je slovenska realnost. Dr. Barkovič in profesor Rebej je povedal, da je novost na tem projektu, vsaj kar se tiče našega oddelka, mislim, da lahko rečemo za zgodovino pisanja sploh, tudi izrazita prisotnost na družbenih medijih. Zakaj je ta prisotnost potrebna? V čem je prednost take prisotnosti? Verjetno bi lahko rezultati širili tudi samo izključno preko standardnih medijev, torej knjig, ki so seveda še vedno zelo pomembni, pa vendar, zakaj preskok v ta public history? Hvala še za to vprašanje. Ampak naj bi dodal še eno ime. Matevž Šlap, tudi njega smo vključili med avtorje v temle zborni. Ja, v bistvu bi res lahko pravzaprav tradicionalistično ostali pri zgolj člankih ali pa knjigah. Ampak tema je taka, to bo kolega Peter mora takoj pritrditi, tema je taka, da to je tema, ki je lahko široko zanimiva. In z enega terena v Žumberku decembra 2017 se splašno vozilo v Ljubljano, mrak je že hitro bil, ko da smo hitro končali. Kako zdaj, hvala levo, desno, kako biti malo bolj prezentni, oziroma tudi kako dobivati hitreje feedback, ker feedback s člankom to je ta zelo omejen, stvar gre hitro mimo, oziroma malo jih poseže. Spletna stran je malo narodna zadeva, ker je preveč statična, čeprav smo se zdaj tudi na spletni strani. Na spletni strani www.policijske.si so te razstave, ki so tukaj vse celoti predstavljene s tem, da so dodane tudi povezane na filmske posnetke, tako da so podobno razstave nadgradene. Tako da si na koncu kot edina opcija ponudil Facebook iz preprostega razloga, ker tam lahko nas več hkrati te počne. Ni treba imeti nekoga, ki bi bil računalničar, zato da ne lahko spletno stran, tako tukaj smo vsi vele mojstri, eni imajo prehitre prste, eni pa malo bolj zmerne prste in zmoremo stvar z nekim razumom narediti. In v kontekstu tega smo potem odprli Facebook profil z naslovom Policijske meje, kjer je kot rečeno objavljenih 290 klipov filmskih, ki pa niso edina zadeva. Tam so objavljeni tudi različni dokumenti, povezane na različne stvari, tako da je stvar zelo
zelo živa. Živa seveda tudi v tem kontekstu, ker imamo približno 1900 sledilcev, torej ljudi, ki so pravzaprav se zavezali, da bodo tekoče obveščeni vsaki naši objavi. Posameznih ogledov nekih določenih stvari pa je seveda odvisno. Odvisno je od lokacije, ki jo pokriva, odvisno je od vsebine, odvisno je od časa. Ne vemo, kar se še lahko vpliva, ampak ta domet nekih informacij, neke objave na spletu gre v tisoče lahko. Neka določena objava je lahko tudi več 4-5 tisoč ogledov. Pustimo zdaj, Facebook je malo naplahtan, ne pa reče 4 tisoč nekega filmčka, mogoče na koncu gledati malo analitiko, ne. To je za prvo žogo. Ta zadnja žoga, kot je v brani vratar, ne pa povede, pravzaprav bo sam 100, ki je cel filmček objavlja. To je škodno. Morda bo tudi tistih ostalih 4900 prišlo nazaj, še kaj pogleda. Tako da ta stvar tekoče teče, pravzaprav frekvenca, kakšna je naša frekvenca. Naša frekvenca je približno do 2, morda celo 3 objave na teden, odvisno pač od intenzitete nekega dela, če se približuje nek dogodek, kot je razstava neka. Zdaj, recimo 2. julija bomo odprli v Murski Soboti razstava, boste pripričani, da 2. julija bomo še 3 stvari bombardirali z področja Prekmurja. Zmeri imamo dovolj na zalogi, tako da Fleischmann to malo zreže, doda kakšno sliko, tekst in evo, smo takoj prezentni. Da smo prezentni, dokazuje tudi tole zdaj desno od mene, zato ker zdaj smo v neposrednem prenosu. Te neposredne prenose različnih dogodkov spremlja nekaj 10. Mimo grede oni simpozijev gledalo tam 50-60 gledalcev, premika svetka vlakov, kar je relativno dobro v bistvu, če bi bili situ zadeva, ker glede 60 stolov je že kar precej vneč. Tako da v tem kontekstu pa feedback, ki ga dobivamo, recimo, pojde še tega te vprašati, tako ki podobnega, torej stik smo spostavili tudi s publiko na ta način. V naslednji fazi smo pa potrečeno razstave po določenem času predstavili vse na zgled, razni Prekmurja, ki bomo pač dali, pa ne rečemo se izpila, ampak bomo nek čas od otvorite razstave bili v nekaj jeseni zagotovo. Tudi graduirati, če se pogledate tam je razstava Rogaška Slatina, smo bili še nacionalistični, bi kdo rekel, ker je samo v slovenščini. Od te naprej so vse dvojezični. Na spletu je tudi Rogaška razstava prevedena, tako da tudi z tega vidika prezentnosti in vzven je pravzaprav spletna stran odlična zadeva, zato ker smo vse naše razstave se ne da takoj v pogled tudi pravstvo, ki ne razume slovenščine, ki jih je pa seveda lahko zelo veliko. Se ta tema ni tako naša, ni tako obskurna, da ne bi lahko zanimala še koga širše. Ja, torej v okviru projekta smo pripravili 6, do zdaj objavljeni 6 razstav. Plakate, za njih se lahko gledate tukaj spredaj. Še na precej krajih so te razstave gostovale. Sicer pa bomo zadnjo razstavo, tako kot sem povedala že na začetku, o okupacijskih mejah v Prekmurju, kjer sta glavna avtorja doktorica Darja Kerec in pa dr. Attila Kovač, odprli 2. julija v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Zdaj, takšen medij, kljub temu, da zgodovinarji seveda delamo razstave, je pravzaprav za raziskovanje projekta pa vendarle precej nenavadno. Zakaj smo se, tako rečem, v prvi osebi, zakaj smo se pravzaprav odločili za tako diseminacijo rezultatov? Ja, torej, res je, razstave so to, tukaj gre za večino strokovne publike in novinarjev, veste, zelo draga zadeva, kljub temu seveda, da se danes to da narediti relativno mnogo ceneje, kot se jim da včasih. Če bi izhajali samo iz materialnih stroškov, ki jih dobimo, bi verjetno lahko v 3-letnem projektu naredili eno največ 2 razstavi. Pri takem tipu dela, kot ga imamo, kjer je ogromno terena, da se pravi ogromno teh potnih stroškov in stroškov dela na terenu, pa še toliko manj. No, kot veste, slovenska znanost je
neoliberalistično, storilnostno naravnana in to velja za vse. Tako za naravoslovne in tehnične znanosti, ki imajo seveda velike pogodbe s podjetji, kot tudi druge, ekonomiste, pravnike in podobne, ki služijo velike denarje s svetovalnimi pogodbami, pišejo zakone, jih potem popravljajo, pišejo razlage in tako naprej. Isto se pa zahteva od nas humanistov in družboslovcev. In ti si več vreden, oziroma si družbeno sploh kaj vreden, če izpolnjuješ tisti, kako se mu reče, A3 ali tako nekako faktor, torej če si se uspel prodati na trgu. No, to ni bilo naše osnovno sledilo, hočem samo pokazati, kako funkcionira ta znanost, ampak mi smo iskali različne javnosti, kot je bilo že povedano. Ni realno pričakovati od starejših generacij, da bodo sledili Facebooku, tudi čeprav se dogaja tudi to nas pomočjo otrok in detkov. Ampak vendar tukaj je bil en pomemben del javnosti, naše javnosti, tudi naših sodelavcev, intervjujev in tako naprej, ki ga je bilo treba na nek način pokriti. Razen tega so lokalna okolja izjemno zainteresirana za razstave. Mi smo mnogokrat Ljubljano-centrični, in če zbereš na neki prireditvi nekaj ljudi ali nekaj 10 ljudi, je to velik uspeh. Če greš za razstavo v manjše kraje, pridejo praktično vsi. Tudi za Facebook velja podobno. Mi smo naredili, Božo je naredil nekaj posnetkov v Halozah, kjer so bili ljudje izjemno nezaupljivi, upravičeno, ker v 30 letih, čeprav so na meji ni prišel iz Ljubljane nihče in jih nič ne briga, kako si Hrvati prijemajo zemljo in tako naprej, zelo podobna situacija kot med vojno. Ampak ko so nas vzeli za svoje, smo za en posnetek imeli eno popoldne 4000 ogledov. Cele Haloze praktično. In ker en intervju ni bil takoj gor, so takoj začele reakcije, zakaj pa tega še ni. Šlo je pa čisto za tehnično težavo, ker je bil močo elementarni, da nismo mogli očistiti. Skratka, hočem reči, lokalna okolja reagirajo na to popolnoma drugače in razstave so izjemno pomemben del tega. Seveda je treba poiskati sponzorje in druge sodelujoče, mi smo to lahko izvedli ravno na tak način s pomočjo lokalnih skupnosti, knjižnic, muzejev, občin in tako naprej, tudi z neposrednim financiranjem. Tukaj se je posebej izkazala občina Ljubljana, moram reči, ampak tudi druga okolja. In to je tisto, kar nam je to omogočilo, seveda ob nekem enormnem trudu, veste, pripraviti 7 razstav v 3 letih ob vsem delu, ki ga imamo res ni način kaše. Zdaj, že na začetku sem povedala, da so to prve 3 knjige, ki bodo predstavljale rezultate našega projekta Dr. Valjkovec. Sprašujem vas kot vodjo zbirke Historija, katere knjige so še načrtovane in kdaj lahko pričakujemo? Načrtuje še, pri zaključku je pisanje knjige z naslovom Razkosana Slovenija, ki bo pokrila Ljubljano, vendar pa še neke druge primerjave. Potem bomo seveda, podobno kot smo z Rogaško Slatino z Belo krajino, začeli regionalne pokrivanje posameznih regij. Bomo predstavili še knjige o Dolenjski, Idriji, Želeh in pa Prekmurju. To bo prihodnje leto, nekje smo danes rekli, da bi lahko bila tiskovna konferenca, na kateri bi to predstavili 10. maja. Žal ne more biti na dan zmage 9. ker to ne dela. No in velika želja nam je, pa mislim, če ne bomo naredili kakšne predvsej neumne razpise strani ROS-a, bi tale posredni zbornik o okupacijskem v Sloveniji prevedli tudi v angleščino, torej da bi tudi nek pisni izdelek dali v mednarodno rabo oziroma mednarodno prevedanje. Te, kot rečeno, tale razkosana
Slovenija bo torej že do konca leta, medtem ko one ostale pa pogledno svoje. Pravi, pričakujemo še približno. Je morda še kakšno vprašanje publike? Sicer bodo vsi sogovorniki na voljo tudi zdaj po koncu. Naj v zaključku povem, da so knjige na voljo v Ljubljanski filozofske fakultete v srednji stavbi na Štarčevi 2. Lahko se jih kupi tudi v spletnih knjigarnah, so pa tudi prosto dostopne na spletu, na spletni strani založbe filozofske fakultete, kateri se moramo pa še posebej zahvaliti za vso potrpljenje, za življenje, za slike z dovolj visoko resolucijo in pa vso ažurnost, ki nam jo izkazujete. Sicer pa imamo trenutno v mestni knjižnici Ljubljana enoto Otona Župančiča na ogled razstavo o Ljubljani kot obmejnem mestu, torej Ljubljana ni bila samo Užičena, ampak je bila tudi prvič in nakopamo, da tudi zadnjič obmejno mesto. V času druge svetovne vojne v Brestanici pa trenutno gostuje razstava o Dolenjski. Ta izbor, ki ga vidimo tukaj, se pravi izbor 4 razstav, pa bo na ogled tukaj v Atriju ZRC SAZU do naslednjega ponedeljka, se pravi do 29. junija. Najlepša hvala vsem sogovornikom, predvsem pa vam, ki ste danes prišli. Slaba stran online simpozija je bila, da smo morali v odmorih si sami kuhati kavo. Danes imamo kavo zadaj, vsi vabljeni tudi na malce pozni zajtrk. Sam še informacijo na kupu. Še bližja lokacija je knjigarna ZRC tukaj zraven. Tudi tam je nekaj izvoda na voljo. Odlično. Recenzijski izvodi so pa seveda tukaj na voljo. Najlepša hvala vsem in lep dan še.